Dober dan in dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30x30. To je pogovor z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenije, in z mano je Andraž Zvonar, soustanovitelj podjetja Catalyst AI, ki razvija platformo umetne inteligence v videoprodukciji. Pozdravljen. Zdravo. Andraž, najprej vprašanje, zakaj odločitev za razvoj tovrstnih rešitev, glede na to, da je na tem področju že kar pestra konkurenca? Hvala za vprašanje. V bistvu, to se mi zdi zanimivo vprašanje glih iz tega vidika, ker pravzaprav res mislim, da je več različnih faktorjev, zakaj smo se to odločili. In eno je to, da mogoče naš pogled na trg malo drugačen. Iz tega razmisleka, da čeprav je ta trg ogromen, recimo videoprodukcija je po ocenah analitikov okrog 300 milijard dolarjev velik trg, ampak obenem v bistvu, če pogledamo velikost tega trga v primerjavi z velikostjo AI videoprodukcije, je ta trg, na katerem smo mi v bistvu samo nekaj odstotkov tega trga. Ampak to, kar je zanimivo pri tem trgu, je to, da izjemno hitro raste. Recimo, na primer bi dal eno od podjetij ZDA, Higgsfield, ki je lani zraslo iz 10 milijonov prihodkov na 200 milijonov dolarjev prihodkov. In to so uspeli doseči v 12 mesecih. In mislim, da to ni mogoče ustvariti na trgih, ki so izjemno konkurenčni, razdeljeni in obstaja malo prostora v bistvu za rast. Ampak to je ta trg, ki je, mislim, da v letošnjem letu, v naslednjih letih izjemna ogromna priložnost. In mislim, da to je v bistvu nekako naš razmislek, zakaj to je primeren trg za razvoj nečesa novega, nečesa z ogromnim potencialom. Drugo je pa tudi to, zato ker je ta trg ogromen, ker je ta trg 300 milijard, mogoče še več, sigurno v prihodnjih letih več. Da v tem trgu obstaja ogromna vertikala. In to je zaradi tega, ker je trg ogromen, ampak tudi zato ker je produkcijski proces zelo kompleksen. Kar pomeni, da vsak vertikalen trg, recimo da gre to za filmsko produkcijo, oglaševanje, socialna omrežja, znotraj vsakega od teh trgov, pa to sploh niso vsi, obstaja ogromno nekih vertikal. Samo za oglaševanje lahko se pogovarjamo o nekih CPG izdelkih, o zdravstvu, da sam začnem naštevati recimo ideje, kjer obstajajo posamezne kategorije, kjer lahko eno podjetje zmaga in naredi izjemen produkt in tudi postane kak vodja te kategorije. In mislim, da kombinacija teh dveh faktorjev, mislim, da pomeni, da je to izjemno dober trg, ker se splača nekaj začeti in biti najboljši v eni v teh kategorij. Zelo kratka razlaga, kaj točno vi razvijate in v čem ste drugačni od drugih oziroma kako prepričate kupce? Catalyst oziroma mi razvijamo profesionalno videoprodukcijsko platformo, ki pomaga že obstoječim produkcijskim ekipam, predvsem znotraj studio, agencij in brandov, da začnejo uporabljati AI v svoje produkcijske namene, kar pomeni konkretno, da svoje scenarije spremenijo v storyboarde oziroma zgodborise z uporabo AI tehnologije, da to spreminjajo v video posnetke, ki se uporabljajo za recimo B-roll ali pa tudi za celotne videe in pol to na koncu se v njihovi trenutni postprodukciji do konca zmontira v končne videe. In tu mi pristopamo in se razlikujemo predvsem v tem, da večina produktov, ki so na voljo danes, so oblikovani za neko tako generično uporabo, torej so primerni vsem, predvsem posameznikom, predvsem uporabi za generacijo videov, za socialno mrežo, to so ogromni trgi in logično je, da so to trgi, ki jih v bistvu podjetja napadajo prva. Ampak mi tudi v bistvu nekako povezano z najnim ozadjem in z našo strategijo, mi se osredotočamo na profesionalno produkcijo. Zato, ker vemo, da profesionalna produkcija zahteva precej drugačen način, oziroma imajo profesionalci popolnoma drugačne potrebe, kot pa jih imajo posamezniki. In s tem, da se mi osredotočamo na to, da delamo izjemno dobre storyboarde, da imamo izjemno kvaliteto in kontrolo z posameznim shotom, kar pomeni, da lahko dosežemo recimo neke kote kamere ali pa kompozicije, ki so za ostalo orodje praktično nemogoče. S tem se diferenciramo in dajemo v bistvu, gradimo pravzaprav res orodje, ki takim profesionalcem res je v pomoč. Na nek način, če to probam še enkrat ilustrirati, je recimo večina posameznikov ali pa če se to dela za socialno mrežo zadovoljna z nekim orodjem, kjer
Vpišemo en prompt in dobimo en končan video iz tega. In ta video je mogoče na nek način zanimiv, mogoče ima neko kvaliteto, da ljudi pritegne. In to je kul, to je zabavno. In s tem se da ogromno zaslužiti. Ampak to je nekaj, kar profesionalcem prav zares ne pride prav. Ker v profesionalni produkciji, ko imamo pisan scenarij, imamo neko idejo, si sigurno ta profesionalna ekipa že predvsej dobro predstavlja, kaj je končni rezultat, ki si ga oni želijo. In nekako promptanje celotnega videa z enim promptom, nekako metanje nekih idej ob steno in vidimo, kaj pride blizu. V najboljšem primeru pridemo nekako na 80% tega, kar si res želimo. In pa, če smo s tem zadovoljni, je to, če nismo, to orodje, nažalost, ne prinaša rezultatov. In v bistvu naš pristop je, da če se mogoče primerjam z nekimi AI orodji za programiranje, kot recimo Lovable, izjemno dobra zgodba, je to točno tako orodje, ki z enim promptom zgradi celotno aplikacijo. Mi v primerjavi smo bolj podobni orodjem kot je recimo Cursor. Torej, to je orodje za profesionalca, ki že razume jezik, videoprodukcije, filma, ima neko specifično izdelano vizijo in s tem zelo, bi rekel, z roko v roki delom z AI-jem to tudi doseže na hitrejši način, z manjšim budžetom in to, kar verjamem, da se bo kmalu zgodilo tudi na boljši način, kot pa s tradicionalno digitalno produkcijo. Koliko imate trenutno uporabnikov in iz katerih panog jih je največ? Ker čeprav razumem, ciljate na profesionalno produkcijo, ne vem, fitofilmska industrija, oglaševanje, odkot je največ vaših uporabnikov? Trenutno imamo registriranih prek 300,000 uporabnikov, ker smo eni od prvih produktov na trgu, imamo ogromno širok spekter uporabnikov iz filmske produkcije, oglaševanja in tudi nekako bolj teh socialnih medijev, content creation. Na podlagi samih številk, zato ker je število posameznikov, ki v bistvu iščejo izdelek za potrebe nekih socialnih omrežij ali pa temu rečemo content creation po angleško, je teh največ. Enostavno zato ker je ta trg tudi največji po številu uporabnikov. Ampak to prav zares ne pomeni, da je to naša ciljna stranka. In tudi to ne pomeni, da oni prinašajo največji prihodek. V bistvu ta segment, ki je za nas res zanimiv, ki je tudi največji po prihodkih in tudi, kjer imamo stranke najbolj zadovoljne in kjer investiramo naprej, gremo ta segment profesionalne produkcije, ki sem ga prej omenil, in še posebej teh nekih umestnih produkcij. Torej ni taka mala produkcija, da je to res gorilska, ampak obenem spet ni hollywoodska produkcija, ker si mogoče produkcije lahko provašijo razvoj lastnih orodij in popolnoma custom stvari. Kateri trgi pa so največji? Odkot je največ uporabnikov? Naš največji trg je ZDA, predvsem v teh centrih, kjer je videoprodukcija že ena ključnih industrij, recimo v Kaliforniji, še posebej Los Angeles in taka mesta, kjer se najbolj koncentrirajo naši uporabniki. Tam jih res največ, ampak tudi drugi trg za nas je Evropa, še posebej zahodna, recimo Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, tam najdemo največ strank. Na tem področju poteka vroča razprava v smislu, katerem delu produkcije videov z umetno inteligenco je lahko čisto nadomesti človeka, v katerih fazah, recimo v kreativnem procesu, pa je človek še vedno nenadomestljiv. Kako vi vidite to dilemo? Ja, to je res zanimivo vprašanje in mislim, da prav zares kakršenkoli odgovor danes na to je špekulacija. Ampak bom ponudil svojo. Ker je nekaj, o čem razmišljamo pravzaprav vsak dan, ko se nekako sprašujemo o ključnih delih produkta, na kak način deluje. In jaz mislim, da oziroma vidimo prav zares razvoj produktov. Na eni strani to, kar razvijamo mi in podobni izdelki kot naši, poleg tega pa na drugi strani produkti, ki sem ga preomenil, Higgsfield, ki razvijajo na popolnoma obraten način. Torej, na nek način lahko rekli, da ste mogoče dve paradigmi. Ena paradigma je minimalni nekako vnos, minimalno delo za čim boljši video, po drugi strani pa nekako ko-kreiranje z AI-jem. In jaz mislim, da ta razvoj orodij, ki poskušajo popolnoma nadomestiti človeka, se ne bo ustavil. Zato, ker je že zdaj ogromno se investira v to in tudi razvoj na tem področju je hiter. Ampak to, kar je pa jasno, je, da pa je kvaliteta teh izdelkov, videov, ki so narejeni z manj človeške intervencije, ki so narejeni, slabši so. In sigurno najboljši AI video, ki jih vidimo danes,
niso narejeni s takimi urodji, ampak so narejeni, še vedno vloženih ogromno ur nečloveškega dela. Tudi če recimo lahko rečemo, da bomo najprej avtomatizirali neke vrste produkcijsko ekipo, pa bomo scenarij še vedno napisali sami, pa bomo še vedno ga režirali sami, še vedno je to ogromen del dela. In jaz mislim, da ta del trenutno, kjer pride do dejanske režije, dejanske interpretacije scenarija, pisanja res dobre zgodbe, to je del, kjer je AI v tem najslabši. In ta del, če se že sprašujemo, kater del avtomatiziramo najprej, sigurno ne tega. Ker če avtomatiziramo ta del, je to garancija, da bo ta video res sigurno dolgočasen in verjetno ne bo dosegel tega efekta, ki se ga želimo, je to oglaševalski, je to filmski. Ker človek je še vedno najboljši pripovedovalec zgodb, vnašalec čustev, tudi poznavalec občinstva, ne? Ja, in jaz mislim, da tudi ko bo AI sposoben to zelo dobro posnemati, mislim, to ne bo ključna stvar. A znamo posnemati res dobre pripovedovalce, čeprav bo to sigurno v pomoč. Ampak je nekako, mislim, da bolj pomembno to, da že danes vidimo, večja kot je poplava videa, bolj smo ljudje izbirčni glede tega, kar hočemo gledati. Ker zdaj v bistvu, tako temu rekel, ozko grlo ne bo več produkcija. Ozko grlo bo naš čas kot gledalca, da res izbiramo kvalitetne vsebine. Zato se mi zdi recimo zanimivo, jaz mislim, v zadnjih letih, ne vem, recimo mogoče to malo taka polemična take, ampak recimo Netflix, jaz bi rekel, da postaja z leti vedno bolj generičen, vedno bolj nek tak tip vsebin, ki jih je lahko gledati, brez da pravzaprav gledaš televizijo. In jaz mislim, da to je zelo smiseln nekak potek in zdaj z v bistvu AI produkcijo bomo verjetno dosegli vrhunc te neskončne produkcije vsebin, ki jih lahko imamo skozi na televiziji, ko jo kuhamo, pospravljamo, pa gledamo TV, brez res misli. Ampak to po drugi strani mislim, da to pomeni, da se vedno več ljudi zaveda, da to ni kvalitetna vsebina in da bi lahko svoj čas, takrat, ko ga res posvetimo mogoče gledanju televizije ali pa nekega takega na telefonu, recimo socialnega omrežja, želeli več. In mislim, da se ta nekak delitev že poglablja, se vidi, na eni strani imamo neko, mogoče jaz temu rečem, malo, mogoče nerodno, ampak na tak način, smešen način, McDonald's produkcija, ker je res nek hiter hit neko presenečenje, nekaj zanimivega, na drugi strani pa teh bolj kvalitetnih produkcij, ki so mogoče bolj indie, ki so mogoče manjše ekipe. In to na nek način AI povzroča in omogoča, ker produkcije, ki so nekako povprečne, manj zanimive, mislim, da postane zdaj manj zanimive, ker je tega možno zgenerirati neskončno. In za te produkcije je vedno manj občinstva, vedno manj budžeta. In ljudje iščejo nekaj boljšega. In po drugi strani zato, ker je videoprodukcija še vedno izjemno draga in so ti budžeti, tudi če so indie, še vedno niso $1000, ampak so še vedno 100,000 ali pa milijon, pomeni, da lahko te budžete teh manjših ekip zdaj zmanjšamo in več ekipam, več tem filmom damo možnost, da dejansko so narejeni. Ker zdaj vidimo že recimo v LA pa Hollywoodu, da ljudje, ki so delali za studije, ki so sposobni financirati 100-milijonske budžete. Ne želijo več delati s temi studiji, zato ker njihove najboljše ideje, njihovi najboljši scenariji ne bojo greenlightani, zato ker nimajo mogoče potencijala, da bi zaslužili 200, 300, 400 milijonov dolarjev box office, ampak so mogoče sposobni zaslužiti 10 milijonov ali pa 30, če lahko, ali pa mogoče celo 1 milijon, ampak če lahko tak film posnamemo za 100,000, je to dober projekt, ker bojo vsi plačani, kreatorji bojo zaslužili in jaz mislim, da bo na koncu to izdelek, ki bo gledalcem bolj zanimiv, kot pa mogoče neka mainstream produkcija. Čeprav teh mainstream produkcij ziher ne bo zmanjka. Pravite, da gledalci že delajo distinkcijo med to instant produkcijo pa med bolj profesionalno. Kako to opažate? Sigurno, recimo, pogosto, ko ljudem razlagamo o tem, kaj delamo mi marsikdo reče, Andraž, zakaj se ukvarjate z nečem, delate AI video, ki ga nihče noče gledati. Ker jaz mislim, da vsak je že imel izkušnjo z YouTubeom, Instagramom, podobno platformo, kjer je začel gledati neke AI video, pa si rekel, to je kar nekaj. Tega čim manj, a lahko to filtriram ven. In to ni tip videa, ki mislim, da je prihodnost AI video produkcije in to ni niti naša misija, da bi mi omogočali tako produkcijo. Ampak vidim pa, in tudi sam v bistvu, ko stvari gledam, se s tem ljudmi strinjam. Res je, ne želim si gledati nekih takih banalnih, to je pač vse mogoče včasih malo fajn, tako.
kako bi temu rekel, nekaj čakam, pa mi je dolg čas, ampak večino časa pa si ne želim namenjati takim videom, še posebej se mi zdi, da v času, ker že desetletja živimo v poplavi informacij na spletu in zdaj v poplavi videa, ki ima ogromno pasovno širino za prenos informacij, če bi temu rekel na sekundo. In seveda smo ljudje, vsaj jaz, vedno bolj izbirčen glede tega, kakim informacijam pa podatkom se izpostavljamo. Ker tudi to nas na nek način oblikuje, naš način razmišljanja, naše mogoče biase. In tudi taki videi na koncu so nekako kot neka slaba prehrana. Na nas imajo nek vpliv in sigurno ne doprinašajo k nekem bolj poglobljenem razmišljanju, pa mogoče nekem takem zadovoljstvu, ampak se po gledanju ur takih videov na koncu se počutiš bolj nekako, imaš slab občutek glede tega, zakaj si zdaj porabil čas, pa še mogoče tako malo si bolj prazen, kot da bi nekaj koristnega odnesel. Ja, sigurno, ja. Čeprav na koncu ne, tudi jaz take video včasih gledam in tudi mislim, da nič ni narobe, ampak sigurno ne da ga zadovoljstva, ko ga da nek dober video. S tem prideva tudi še do enega problema na tem področju in to je možnost manipulacij, zlorab umetne inteligence v videoprodukciji oziroma ustvarjanje lažnih videov, ki se lahko zlorabijo potem za različne goljufije, za vplivanje na volitve, ne nazadnje za vdor v zasebnost. Kako vi kot strokovnjak vidite, kako prepoznate lažni video? Na kaj je treba biti pozoren? Ja, to je izjemno, mislim, da zanimiva tema. Mislim, da vsakratka neka taka tehnologija, ki je res disruptivna, ima ogromno pozitivnih lastnosti, pa samo tudi ljudje, ki imajo negativne namene, najdejo načine za to uporabljati. In to je definitivno težava. In je težava takega tipa, kjer se to konstantno spreminja. Če mogoče pred letom dni ali pa 2 letoma lahko bilo enostavno pogledati roke, pa videti, da ima nekdo 5-6 prstov namesto 5, je to bila očitna, ampak to se danes prav zares ne dogaja več. Zato, ker je tehnologija do te mere napredovala. Vsi si želimo, da bi imeli bolj realistično videoprodukcijo z AI-jem. Ampak še vedno obstajajo neki načini, kjer če si bolj podrobno pogledamo recimo sliko ali pa video, lahko opazimo. In recimo, bom rekel, februar 2026 so to stvari, ki jih lahko pogledamo, pa mogoče maja ne bojo več relevantne. Ampak definitivno z ljudmi v kadru, če si odbliže pogledamo obraz in odbliže pogledamo kožo, lahko ponavadi pri AI generiranih videih izgleda koža malo bolj plastična, izgleda malo preveč perfektna, nima nekih takih pravih imperfekcij. In tudi takrat, ker se trudimo to vnesti, pogosto pravi imperfekcije še vedno izgleda malo fake. Druga stvar pri videu je predvsem gibanje. In jaz mislim, da to, kar je tipična izziv AI-ja, je neka konsistenca v premikanju. Je to premikanje kamere, to premikanje še posebej ljudi pa subjektov v prostoru, še posebej v ozadju, ker so stvari manj pomembne. Se mogoče lahko dogaja, da se neki stvari pojavljajo, pa izginjajo, ali pa mogoče celotna montaža videa je res hitra, zato ker tak je ta video montiral, poskušal skriti neke artefakte ali pa je težko zgenerirati 10 sekund video, ko zgleda realističen. In zato se ponavadi v taki produkciji ponašamo takega načina editiranja. To so neke take stvari, ampak iskreno tudi mogoče mene kakšna lahko preseneti, da ne znam povedati, da je AI. Da ne prepoznate. Ja. Tudi da je težko. Recimo video, ki ga ustvari v celoti umetna inteligenca. Čigava intelektualna lastnina je to? To je dobro vprašanje in jaz mislim, da je to neko tako področje, kjer se stvari še, predvsem je to pravno vprašanje. In je to področje, kjer ni še nekega jasnega, še vedno ni nažalost nobenega jasnega odgovora, ker bi jaz lahko se obrnil na neko legislacijo, pa rekel, to je definitivno rešitev. In mislim, da izziv je tu v tem, da nimamo dobro rešenega razumevanja glede materijala, ki se uporablja za učenje modelov, na kak način je to povezano z temi, ali bi temu rekli, derivativi ali pa mogoče s tem produktom, ki pa nastane iz tega. In to je kompleksno vprašanje, pravzaprav res na nek način filozofsko vprašanje tega, če se ljudje kot recimo ilustratorji mogoče ali pa, to je primer za imidž modele, naučijo svoje obrti ali pa svojih tega skilla
z uporabo imitacije nekih tujih del. A je to nekaj, kar je primerljivo z AI modeli? Mogoče je, mogoče ni. Na nek način je to... Ampak razlika je vseeno ta, da AI modeli se učijo na res enormnih količinah podatkov, tako da najbrž ni čisto primerljivo. No? Ja, sigurno ni, ker če bi bilo to popolnoma primerljivo, jaz mislim, da to sploh ne bi bila dilema. Ja. In jaz tega vprašanja ne znam prav zares odgovoriti, ampak je pa realnost v tem, da ti modeli ne bi bili dobri, če ne bi uporabljali teh milijardnih zbirk že človeško narejenih izdelkov oziroma slik, video, teksta. In to je ključen del, da so ti modeli prišli do tega nivoja, ker smo danes. Ampak po drugi strani pa ne smemo zanemariti, da ljudje, ki te modele uporabljajo, jih ne samo aktivirajo in se pa vse kar zgodi. Ampak ponovadi je to še vedno ogromno dela od zad, da res naredimo nek izdelek, kaj je to slika, video, kaj je to tekst, kaj je dejansko primeren. Če samo pomislimo recimo na ChatGPT, kaj je danes izjemno uporaben za generiranje poročil, dokumentov, mogoče celo zgodb. Redko kdo sam napiše en prompt z generiranjem, to končana stvar. Ponavadi gre to ogromno editinga in novih idej, nekega povzroči to neko brainstormanje pri avtorju, človeškem avtorju tega, ne samemu. In nekako to mislim, da je to vprašanje res kompleksno. Ker na eni strani res se zanašamo na dela drugih, ki zato niso kompenzirani, ali pa vse večino teh modelov niso. Po drugi strani pa še vedno avtor v to vlaga neko delo in bi lahko rekli, tudi recimo avtorsko zaščitene so recimo parodije ali pa neki derivativi iz avtorskih del, ker se to nekako remiksa. In tudi to so avtorska dela. In zato je to težko. Načeloma naša pozicija je, da sigurno so ti modeli sposobni reproducirati precej približno neke stvari, ki so avtorsko zaščitene. In zato, ker delamo z profesionalci, ki mislim, da to razumejo in da vejo, da reprodukcija nekih takih del je treba pač licencirati ali pa urediti na nek prav način, ki je sprejemljiv za lastnika teh avtorskih pravic, to prepuščamo njim. Zato, ker na koncu tudi za fotoaparatom je možno iti v galerijo pa nekaj fotografirati, pa pol narediti print. In seveda to ni prav, če za to nismo uredili neke licence. Ampak se to vseeno da. In mislim, da smo trenutno v tem nekem takem Vsekakor vprašanje, na katerega bo še treba dati zelo jasen odgovor najbrž. Ja, sigurno, ja. Jaz mislim, da je bilo odlično, če bi na tem bilo več nekih razprav pa idej, da bi se to bolj mogoče oblikovalo v pravo smer. Bojim se, da precej te razprave trenutno še posebej okrog regulacije tega ne gre v smer tega, da bi nekako našli ta pravi model za kompenzacijo ali pa nek ta pravi model za neko fair uporabo, ampak bolj gre za neko, bi res rekel, lobiranje večjih v tem trgu, ker lahko legislacijo oblikuje na tak način, da njim poveča moč na trgu. Kar je pač samo v interesu te manjšine. Kar je na škodo nekoga drugega. Ja. Dobro, podjetje Catalyst AI ste ustanovili pred približno 2 letoma skupaj z Blažem Blokarjem. On je se ukvarja s tehnološkim razvojem, čeprav razumem, vi dajete bolj poudarek na prodaji. Kako ste se našla? V bistvu z Blažem sva sodelavca že pred Catalystom na podjetju Celtra. To je še vedno podjetje v bistvu v Sloveniji, slovenskih ustanoviteljev, izjemno dobra zgodba v razvoju oglaševalskih orodij. Najprej za v bistvu ta mobilni splet in pol tudi kasneje, ker smo v bistvu mi delali najbolj na teh produktih, v bistvu na avtomatizaciji produkcije kreativ za oglase. Blaž je tudi takrat samo v podobnih vlogah. Blaž je tam bil na tehničnem delu, v razvojnem delu. Jaz tudi sicer del razvojne ekipe, ampak na produktnem delu. In smo se tam v bistvu spoznali skozi razvoj teh produktov, celtrinega portfela. Blaž je začel svoj startup, kako leto 2 pred tem, da sem začel Catalyst. Imel zelo dobre izkušnje od tam, tudi oni so zbrali financiranje, vsegali so precej. Ampak ker se ta zgodba ni nekako odvijala po njihovih planih, je počasi iskal drugo priložnost in bil perfekten timing za to, ker sem takrat jaz iskal soustanovitelja. Nekoga, ki bi me nekako dopolnil na tej tehnični strani. Neko tako partnerstvo sem iskal, ker bi
lažje utemeljil nekako to podjetje na nekem takem partnerstvu, kot pa bi to delal sam. In je bila to perfektna priložnost, ker smo se nekako dobila nazaj. Imela smo ta pravo izkušnje že prej iz Celtre, bilo je zelo smiselno. In nekako smo začela malo počasi sodelovati, to je preraslo v to, da smo postala soustanovitelja in to bila najboljša odločitev, ki sem jih naredil v tem podjetju. Ker vseeno, pa potreben določen pogum, da greš iz neke udobne službe na samostojno podjetniško pot, ker si pa res odvisen od sebe. Zakaj podjetje ste ustanovili v ameriški zvezni državi Delaware? Zakaj tam? Zakaj ne recimo v Sloveniji ali pa kje drugi Evropi? Mogoče je to celo malo povezano s tem, kar ste rekli, da je to velik preskok. In tudi del tega velikega preskoka, da sem pustil službo, pa sem začel delati v bistvu nekaj svojega z večjim rizikom, je bil to, da sem takrat verjel, da ima to ogromen potencial. Da že takrat nekako, mogoče to je bila ena od mojih teh, kako bi te rekel, predikcij ali pa, da bo ta trg res ogromen, da bo to res ogromna priložnost. In predvsem zaradi tega, zato ker tako ogromen trg se na tak res zelo oprijemljiv, oziroma ne samo oprijemljiv, ampak res na tak zelo konkreten način spreminja. In takrat je to bilo nekako zelo logična hipoteza. Danes je to realnost. In to govorim zato, ker to mi je dalo pogum, da sem se tega lotil, ampak obenem sem tudi vedel, da če hočemo graditi tako zgodbo, tako ambiciozno zgodbo, ker verjamemo, da lahko imamo svetovni temu rekel, vpliv, in bomo zato hoteli zbirati financiranje od investitorjev za startupe in moramo biti nekako se konfigurirati na ta način pravno, da bomo za tem tudi zanimivi. Če recimo ustanovite podjetje v Delawareu, je lažje priti do tveganega kapitala, ker tam vseeno so neke olajšave oziroma sam postopek ustanovitve podjetja je bolj enostaven recimo. Najbolj pomembna stvar glede, jaz mislim, da teh startupov v Delawareu je to, da investitorji, ki investirajo v taka podjetja, visokorastoče startupe, podjetje s takim potencialom, to delajo z kar predvsej visoko frekvenco. Mogoče to pomeni 10 takih investicij ali pa še več na leto. In taki investitorji imajo svoje pravnike, imajo svoj proces in razumejo, na kak način deluje podjetje ustanovljeno v Delawareu. In to je zelo jasno, obstaja zelo jasen po angliško case law, torej ko pride do nekih sporov na sodišču, so to jasne stvari, ki so za njih domače. Če jaz prijem z dobro idejo podjetjem ustanovljeno v Sloveniji, do nekega tujega, mogoče celo slovenskega investitorja, se bo tega ustrašil. Rekel bo, mi verjetno zaradi tega ne bomo investirali v to podjetje, ker ne razumemo prav zares, nimamo pravnikov, ki poznajo slovensko ekonomsko pravo oziroma podjetniško pravo. To je nekako za njih nek dodaten rizik, ki ni potreben. Nek tak rizik v smislu pravnih stvari, ki prav zares je že precej rizika v sami izvedbi, pa v trgu, pa v strategiji. In pravzaprav ena prvih vprašanj, ki se dobim z investitorji, najprej vprašajo, preden da zgubljamo čas, kje imate podjetje ustanovljeno. In ko rečem Delaware, reče, ok, moramo se začeti prej pogovarjati. Vemo, da na teh tehničnih parametrih smo kompatibilni, zdaj pa je vprašanje, je to za nas dobra naložba. In tega sem se zavedal takrat, ko smo ustanovljali podjetje obenem in sem vedel, da če hočemo si maksimizirati verjetnost, da bomo uspeli od enega sklada, ker lahko tako projekt financira, dobiti financiranje, hočemo vse take stvari, ki so v naši kontroli enostavno spremenljive, hočemo to narediti na tak način, da to ne bo ovira. Ker je predvsej drugih stvari, ki so pa dosti težje za spremeniti. Ampak paradoksalno, potem ste dobili največjo investicijo, to je bilo pred kratkim, $2 milijon od sklada tveganega kapitala iz teh koncev. To je res, ampak na koncu je še vedno, mislim, tudi preferenca slovenskih investitorjev, da je podjetje v enih od teh držav ustanovljeno, tudi zaradi tega, ker kasnejše investicijske runde so ponad večje in tudi v naši regiji je malo, sploh ne vem, če je kak tak sklad, ker v kasnejših, še posebej serija B, C, rundah je sposobno alocirati tako investicijo, kar pomeni, da spet so tu v igri tuji investitorji in je tudi to za naš sklad, za slovenski sklad boljše, da
ta opcija obstaja. Ker sicer se to na nek način exit za njih, kar je za njih najbolj pomembna stvar, da oni dobijo, povrnejo svoj kapital in zaslužijo, zelo bolj omejen. Kar pomeni, da bo pač treba podjetje to prodati, a ne, preden da pride do neke take dimenzije, kjer oni ali pa kak lokalni sklad to še sposoben financirati. Kako boste porabili ta $1,5 milijona, ki ste dobili pred kratkim? Zakaj boste namenili ta denar? Ja, ključen del je razvoj produkta in približno polovico financiranja porabljamo za razvoj. Trenutno smo v nekem takem, jaz bi rekel, tudi širše trgu, kjer se še iščejo prave rešitve. Se še na eni strani razvoj teh modelov, poleg tega tudi razvoj nekako uporabniškega umestnika oziroma te uporabniške izkušnje. In to je res ključen del. Zmaga na tem v našem področju je ključna za naš uspeh. Druga stran pa je prodaja. Nažalost se tudi odlični produkti ne prodajajo sami in zato investiramo tam, da zgradimo prave distribucijske kanale, da do teh ljudi pridemo lahko na čim večji način, oziroma čim več teh ljudi dosežemo, čim bolj učinkovito, ker ena ključnih stvari pri prodaji, še posebej profesionalcem, je, da tu gre za prodajo podjetjem in podjetja so tipično znana po dolgih prodajnih ciklih. To so stvari, ki so nekako na način prav tako inovacije, na tak način, kot je inovacija v produktu, tudi nekako inovacija v tem načinu prodaje. In zato, ker so to novi produkti, ki rešujejo probleme na nov način, je tudi nekako potrebna inovacija, nov pristop v tem delu. In zato v bistvu nekako polovico, približno mogoče manj kot polovico tega smo alocirali za prodajo, za marketing, zato da dosežemo stranke, zato da jih poučimo o našem produktu in da tudi si zgradimo res dobre temelje, da pa z naslednjo rundo res gremo na luno. Hvala za pogovor in uspešno še naprej. Hvala. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije tehnologija in znanost je Telemach.